En lep prisrčen pozdrav vam prenašam v svojem imenu, v imenu 250 registriranih konj, v imenu vsaj toliko dvakratnih prijateljev oziroma ljubiteljev. Srednjeveški popotnik je nekoč naletel na 3 zidarje in zanimalo ga je, kaj počne. Prvi, ki se je na vso moč trudil in pot mu je oblijal obraz, je godrnaj odvrnil: obdelujem kamen. Drugi zidar, ki je bil malenkost boljše volje, je globoko zavzdihnil in rekel: delam zid. Tretjemu pa je na obrazu sijalo neko zadovoljstvo, veselje in sreča in ta je odgovoril: gradim in postavil bom veliko in lepo katedralo. Jasna vizija za prihodnost spremeni vse. Tretji zidar si je namreč v glavi že zarisal načrt čudovite stavbe, kakršni ne bo para na vesoljni zemlji in kamor bodo romarji od blizu in daleč. To ga je gnalo naprej in mu prinašalo zadovoljstvo, srečo in veselje. Kdor ima cilje, mu noben napor ni odveč, saj ga razume in jemlje kot pot do uspeha in osebne sreče. Vizija namreč odvrača razpršenost in izgubljanje moči za nepotrebne male in popolnoma brezvezne podrobnosti. Preprečuje vrtenje v krogu in jo ne zanima, ali dobri in potrebni predlogi, pobude, sklepi ali zaključki prihajajo iz Ljutomera, Ljubljane, Cerkelj ali od kje drugod. Ali pridejo s strani naših in bolj naših, ali pridejo s strani ta pravih in bolj ta pravih, posvečenih ali bolj posvečenih. Največji uspehi, največji dosežki v privatnem in družbenem življenju so sad skrbno pretehtane vizije in poštenega, odkritega in odgovornega dela. Tistega dela, ki je ukvirjeno v zaupanju in temelji na skupnem, dobrem in brez egoističnih in načrtno pokvarjenih potez posameznikov, njihovih laži, zahrbtnosti na škodo skupne vizije in skupnih poti slovenskega kasaštva. Trdno sem prepričan, da ima kasaška centrala, bolje rečeno celotna kasaška srednja, velika družina ljubiteljev konj, jasno vizijo z jasnimi in merljivimi cilji. Pa do teh včasih sploh ni lahko priti. Najbolj se je v tem letu pokazalo ob francoskem projektu, kjer se je razkrila vsa raznolikost interesov in množica različnih, med seboj včasih diametralno nasprotnih in skreganih mnenj. A vendarle je na koncu koncev želja po skupnem, dobrem, želja po tem, da želimo, hočemo, znamo in moramo delati skupaj, ohranila vsem skupaj v Kasaški združini Slovenije pogum pri odločanju in enotnost skupnega dela, odkritega sodelovanja pri uresničevanju naše skupne vizije. Dragi moji zmagovalci, drage moje članice in člani družine Kasaštva Slovenije, tukaj in zdaj se v globokem spoštovanju priklanjam vsakemu izmed vas, ker ste v tem letu bodisi kot rejec, lastnik, trener, voznik, sodnik, delegat, mecen, funkcionar in sponzor, veliki podpornik kasaštva, gradili
in zgradili v tem letu kasaško, uspešno, lepo, veliko in čudovito katedralo. S svojim delom, s požrtvovalnostjo in nesebično ljubeznijo ste soustvarili in osmislili letošnjo kasaško sezono. Iskrena, res iskrena in odkrita hvala. Hvala z veliko začetnico. Tukaj in zdaj pa se še posebej priklanjam spominu naših očetov in naših dedov, ki so nam pred 140 leti ustvarili zaklad, ki smo ga sprejeli in v današnjo poklicanost in današnjo zvestobo. Kako velika je naša odgovornost za to dosežek. Veliki Slovenec 20. stoletja, če ne eden izmed največjih, prleški rojak dr. Anton Trstenjak je nekoč rekel: tradicija je mnogo pomembnejša od človekovega življenja. Mnogo hujše je od smrti človeškega življenja je, kadar umrje tradicija. Kako je to mogoče, vas sprašujem, da je kot teolog in kot psiholog trdil, da je tradicija pomembnejša in mnogo bolj človeško zaželjena in pomembna, kot je človeško življenje. On, ki mu je bilo človeško življenje najsvetejši dar, nekaj edinstvenega, nekaj enkratnega, nekaj neponovljivega. In vendar odgovarja, če tudi umre človeško življenje, se rodi v tistem trenutku na nekem drugem koncu naše slovenske očetnjave novo življenje, ki postane novi pričevalec upanja in veselja. A če umre tradicija, umre narod. Slovenci imamo malo, žal, tako pomembnih in mogočnih obletnic, kot je 140-letnica organiziranega kasaštva. Ljudovenski kasač je eden izmed teh mogočnih obletnic. V ta zmedeni slovenski čas in prostor prinaša z nami vsemi nov zgonski veter, ki nas mora dvigovati v ponos, v samozavest, v prepričanje, da znamo, da hočemo in da zmoremo. In ne nazadnje, da moramo. Resnično hvala vsem vašim očetom in dedom, ki so nam predali ta biser v hrambo in v žlahtenje. Hvala tudi vsem vam, dragi moji prijatelji, da skupaj z menoj in mojimi najožjimi sodelavci negujete in žlahtnite ta biser. Bogat je, pomemben je. Da ste ob tem plemenitem delu sveta vzgled in spodbuda novim rodom, kjerkoli po Sloveniji ustvarjamo kasaški šport. Dragi moji prijatelji, zgodba o gradnji katedrale je tudi zgodba o kasaštvu, njegovih prijateljih, sopotnikih in o nas samih. Je zgodba o gradnji skupnega sobivanja in enotnosti naše organizacije. Je vprašanje, ali vsi vemo, kakšno sobivanje in kakšno kasaško skupnost želimo sezidati. Jo želimo dograditi ali zgolj prenoviti? Kako odpraviti slabosti in pomanjkljivosti? Se znamo dogovoriti o optimalni poti do naših ciljev in o skupnem razvoju naše organizacije. So cilji enaki za vse nas, za funkcionarje, za člane, za vso družino. Ali si pa bomo na drugi strani, tudi to je danes vprašanje, še naprej metali polena pod noge, sklepe organov, najvišjih organov, preprosto zavrnili, vnašali v našo organizacijo razdor, samo povečevanje in ali bomo lastili, hvalili lastno večvrednost in poniževali
naše druge. Kot da ni dovolj veliko zunanjih ovir, da si prepreke gradimo tudi znotraj naše organizacije na škodo nas vseh in naših bodočih rodov. Pa vendarle, dragi moji, danes je čas praznovanja, čas zahvale in čas hvaležnosti. Spoštovani, zaslužimo si in tudi zmoremo nekaj večjega in nekaj boljšega. Morda za začetek samo temeljit razmislek in skupno odločitev o ciljih za naprej. Da ne bo in da ni vsaka pot prava, da so cilji enotne organizacije tudi cilji posameznih članic naše organizacije in v okviru posameznih članic tudi vseh članov slovenskega kesaštva. Da se nam podeseteri in postoteri naš zalet, naš pogum in naše zadovoljstvo v naslednjem letu. Da bomo v novem letu in novi sezoni pristni, enotni, iskreni in pošteni. Da bomo vsi tukaj zbrani, vsem, ne samo kesaški družini v celoti, ampak Sloveniji kot taki, sveta vzgled, medsebojnega razumevanja in medsebojnega spoštovanja. Vsakemu v pomoč in oporo, da bomo pošteni zmagovalci. Hvala lepa.